Dobrodošli nazaj na najnem kanalu. Z vami so tako kazveri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Zdaj tole ni najin klasičen vlog, je pa nekaj čist noge, nekaj, kar še nisva sprobala. V decembru sva bila povabljena na Radio Gorenc, kjer sva z voditeljem debatirala o najnih preteklih potovanjih in pa izkušnjah. In kar nekaj vas nama je pisali, da bi si želeli to pogledati, ker niste imeli časa poslušati v živo. Tako da sva si zdaj izborila ta posnetek in vam ga predvajava. Tako da ja, tole bo neke vrste podcast, v bistvu ne rabite tega gledati, lahko samo poslušate in je idealno, če zale kuhate, sesate, se boste v službo, skratka nekaj, da ne rabiš imeti oči vpete v ekran, lahko samo res poslušaš. Tako da nič, brez omahvanja, dajte slušalke noter oziroma zvočnike bolj na glas, pa poglejmo, o čem smo se pogovarjali na Radio Gorenc. Dober dan Gorenjska, dober dan Slovenija. Evo, opa. Letijo stvari po studiu. Ja, letijo božične kape. Ja, ni to fajn. Ja, božič je v zraku, kapa drugega. No, zdaj sta se nama pridružila, nama z Laro, sta se nam pridružila Ponč in Soč, oziroma Alex in Cindy. Pozdravljena. Živijo. Živijo. No ja, sej tako smo vadali. Nama gre, a ne? Ja, odlično. Ponč pa Sonč, najprej itak vprašanje, ki ga verjetno slišita neštetokrat. Zakaj Ponč in Sonč? Oziroma, kdo je Ponč in kdo je Sonč? Ja, Ponč bi bil jaz, Alex, Sonč pa naša Cindy, Cindy Sonč, tak ja. Sonček, a ne. Ampak ja, no, to, kar sem rekel, to je po moje res ta prvo vprašanje, ki ga zmer dobiva in potem razloživa eno tako luštno zgodbico. To v bistvu ime izvira iz najnih vzdevkov en za druga in sicer jaz sem Pončo, ne, in tako pač prišlo po tistem potovanju po Ameriki, pač Pončo, ne vem. In ja, in pa Alex kaj zafrkne, ne, je pa, daj Ponč kvas to naredil, ne. In v redu, in pa je tudi Alex v špiču, kaj ker en dan prišel dan in je bil tako, Cindy, kaj pa če mi dva YouTube kanal štartala, daj Ponč kvas, se ti to spet spomnil, to, Ponč, to bi lahko ime, sem zdaj pa še zate neki rabo, no, pa še da Sonč zraven, da sem malo rima in je ime nastal. Evo, pa imamo še v našem studiu malo sonca danes. Ja, Sončka pa Pončo za čudež. Aj, Pončo je zadrž. Povejte, kva vidva delata? Potujeta, mogoče? Ja, v bistvu mi dva sva potovalna vlogarja, imava YouTube kanal, kjer v bistvu objavljava, se pravi, razne vloge, videe iz potovanj, kjer pač jih tudi snemava. In pa prirejava tudi razne live streame, torej recimo kakšna potopisna predavanja, klebete v živo. Danes zvečer ravno gostiva Turkinjo. Tako da v bistvu ja, vabljeni, da se tudi zvečer na najin kanal priključite. Se pa v bistvu najde na najinem kanalu pač vse živo, torej tudi kakšne nasvete od potovanj, se pravi, kako pocen potovati. Pol zelo priljubljeni so tudi videi od financ, to naj jo ponavadi vsi vprašajo. Ja, to se zanima, finance. Ja. Ponavadi vsi vprašajo, kako sta si pa vidva lahko prvošla, v bistvu, da sta en mesec potvala po Mehiki ali pa po ZDA, tako da sva v bistvu posnela tudi tak video, ki je poln nasvetov, se pravi, kako se da ugodno potovati, kako pocen priti skozi in podobno. Ok, pa imam pa jaz za eno vprašanje. Kako s 50 evri preživeti v Mehiki? Pridati v Mehiko, pa uživati tam. Ne moreš. Ja, s 50 evri pa res bolj težko, no? Ja. Bolj problem je tista prvi del, kako pride do kaj, a ne? Karte le nekaj stane, ampak bi pa s 50 evrom pa po moje kar preživno, par dni pa. No, ja, par dni bi preživel. O tem bomo kasneje, prav. No, zmeni. Da ne bomo kaj vse povedali v štartu, prav. Tako. No, zdaj si prvošmo eno glasbeno pauzo, pa nadaljujemo popotovanje na Radio Gorenc. Evo, dragi poslušalci, danes sta v naši družbi Ponč in Sonč. Prišla sta, ker, potujeta, a ne? Tako je. Ja. Ravno kar pa nas seveda lahko spremljate na live streamu na našem Facebook profilu. Jaz sem se spremenila v snemalko, tako da počekirite. Lara bo zdaj zamenjala službo, bo vlogerka, snemalka, live streamerka. Povejte mi, Ponč in Sonč, kje vse sta vidva že potovala? Ja, zdaj vprašanje tukaj je, a skupaj ali posebej? Dajmo se osredotočiti na skupaj. No, skupaj sva bila torej en mesec v Združenih državah Amerike, potem sva bila en mesec v Mehiki, pa sva bila pa tudi po teh raznih evropskih destinacijah, se pravi skupaj sva bila zdaj letos na Malti, pa v Turčiji,
pa v Rimu, pa Portugalska, se še najde kje vmes. ja, tako. Drugače so pa tudi že prej kar dost potovala, vsak posebej, še preden so bila skupaj. Recimo, jaz sem bila pri 17 letih sama v Indiji, tako da to je bila kar zanimiva izkušnja. Verjamem. To se pravi, vse dogaja. Vse dogaja. Vse dogaja. Pokar dopust obogoča, ne? To je največja ovira. Ja, verjamem, to je absolutno največja ovira. Kje vam je bilo trenutno najbolj všeč? To je en tak nehvaležen vprašanje. Vse je bilo dobro, ampak? Ne, mislim, posod je bilo fino, ampak vsaka destinacija ti da nekaj svojega in težko si zdaj izbereš najboljšo. Bi mogoče ta vprašanje oziroma odgovor mečken drugače zapeljal. Recimo meni je najbolj v spominu ostalo, oziroma bo imela neko posebno mesto v mojem srcu vedno Amerika. Ker pač je bilo prvo čez oceansko potovanje in ja, veš, ta prvo ga nikoli ne pozabiš. Absolutno. No ja. Se sem malo zamislil. Malo sem se zamislil, ja. To se pravi, začela sta potovati, kdaj pa sta se odločila pa za vloganje? A sta takoj začela vlogati, recimo, potovanja? Ne, to nam je v bistvu tudi kar malo žal. Ker sva bila v Mehiki, sva v bistvu prvič začela snemati videe, ampak to niso še bili vlogi. Tako da, recimo, Amerike pa nimava nič posnete. Tako bi tudi ful rada šla nazaj v Ameriko, da kaj posnameva in to deliva z najnimi gledalci. Takoj zdaj še enkrat. Zdaj. Ker avion čaka. Ja, čaka, ja. Ampak dopust za leto se vem. Škoda, se vhmalo nov let. Ja, dobro, da bomo vhmalo nov let. Si zdaj prvo šmo eno glasbeno pauzo, pa pridemo nazaj, pa vam povemo malo nasvetov o potovanjih. Z veseljem. Evo, v naši družbi sta še vedno Ponč in Sonč, zdaj gremo pa v Turčijo, v misteriozno Turčijo. Ja. Povejte, vidva sta glihkar, kdaj sta potovala v Turčijo? V avgustu. Augusta, to se pravi, so vtisi še sveži? Čist. No, povejte mi malo, kako je bilo na tem potovanju v Turčiji? Kje vse sta bila, recimo? V bistvu šla sva na road trip po celotni zahodni polovici države in sva jo v tistem času kar dobro prečesala. Zdaj, road trip za vse poslušaje, če to je način potovanja, ko rentaš avto in narediš ali krožno pot ali ne krožno pot, skratka najameš avto in si probaš čim več pogledati. In koliko cajta sta se vzela za ta road trip? 15 dni. 15 dni? Tako. Ste naučila tudi kakšno turško besedo? Seveda. Merhaba. Guli. No, evo, super. Kebab? To pa. Ampak zanimivo, recimo pri kebabu, a ne? Mi imamo, a ne, kebab, to greš tam in ti malo nareže in to je to. Oni, kebab ni zdaj to kebab, oni imajo 15, 16, 20 različnih vrst kebaba. In sta probala vse. Ni bilo to. Velik pa. Se sta bila 15 dni tam, pa če ima 15 vrst. Pa se ni zanj kebab zdaj, se še kaj druga treba probati. Ful dobre okusne hrane, ja. Pa sladice, škašne sladice. A so, bakljavo. Tudi, ja. Pa lokum. Lokum. Pa si jedu kdaj suho baklavo? Ne, nisem jo še izkusil, a ste jo sabo prinesla? Ne. Pa me pa nekaj navdušvati. Zdaj pa še nekaj povejte. Kako zgleda vajem potovanje? A se vidva omejita na en budžet, potujeta pač, ne vem, to je budžet potovanja, ako se temu reče. Pač, da si naprej nastaviš, ne vem, zapravo bom 500 evrov in čez to ne greš. Tako, ali imata pač free, vse porabimo. Samo nič kartico. Samo gremo na Mastercard, Visa, American. Zdaj, v bistvu, vsaka destinacija je malo drugačna, ne moreš imeti pač nekega enotnega budžeta za vsako destinacijo, ker se pač tudi standardi razlikujejo. Ampak midva si nekje okvirno zadava, koliko približno bova zapravila in pol v bistvu na podlagi tega tudi iščeva prenočišča, avto in podobno. Sa pa vsa potovanja, ki ste jih imela do zdaj, so bili road tripi? Več ali manj, ja. Zdaj pa road tripih je pač tudi to treba poudariti, da rentane avta neki denarja nanese, tako da zdaj to ni najbolj, bom rekel, ekonomično, ja. Ampak je pa pač najn ti
potovanje, oziroma to, kar mi dva najrajš delava, je, ker mi smo zelo tako aktivna na teh potovanjih. To ni, da greš ti na dopust, se spočiti. Ja. Mi smo prišla z Turčije bolj utrujena, kot sva šla dol. Ker moraš izkoristiti v avto, zdaj, če ga že plačaš. Ja, če ga že plačaš, ja, sigurno. Pa z avtom si res tako največ lahko pogledaš, se mi zdi. Ja, mobilnost ja, je le mobilnost. mobilnost. Svobodna, nisi vezan na neke ure, takrat gremo pa sem, pa takrat bomo prišli nazaj. To je sigurno nenaprednost. No, samo to meni ne paše. A vam povem moj dopust. No, pa dej. Grem na morje, 14 dni, uležem se pred prikolico in mine 14 dni. Odlično. A veš, ko sem jaz zmatran? Veš, ko sem jaz zmatran, ko pridem dol. No, bom probal, enkrat tole moram probati, tale road trip. Evo, Ponč in Sonč sta še vedno z nami. Hejho. V Istanbulu sta bila? Bla. In Moraš je to Turčijo, ne da bi šel v Istanbul. to je sigurno. Tukaj sem prebral, da pravijo, da obstajata namreč le dve vrsti ljudi. Ljudje, ki Istanbul vzljubijo in se vedno znova vračajo v ta divji kaos, ali pa ljudje, ki mesta niso začutili in ga le prečrtajo na svojem seznamu obiskanih mest. Kaj sta vidva? Mi dva sva ga vzljubila in se bova z veseljem še vrnila nazaj, ker to mesto res toliko veliko ponuja, da pač si ne moreš misliti. Mi dva sva bila sicer v Istanbulu samo 2 dneva, oziroma pač 2 noči in je bilo definitivno premalo. No, pa naslednjič 15 dni v Istanbul. Komod. Ja, lahko vzameta sabo še najo z Matjažem. Ne bova Bova načirana. kar največjim veseljem. Bova krvajna lokalna vodiča. Evo, super. Kupljeno, prodano, gremo. No pa še eno vprašanje za naše poslušalce. Zdaj, ko se bližajo božični pa novoletni prazniki, kaj bi vidva rekla, da je številka 1 destinacija za december? To sneme pa zdaj kar dobila. Ljubljana pa kuhan vin. A ja, Niga, ja. Ja, to letos odpade. A se zdaj osredotočimo na te Christmas markete, se pravi to ukrašene prestolnice, ali da bi kar šel tako kamorkoli? Ne, da je čim bolj Kamorkoli. 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 Moja dolgoletna želja je, da bi recimo nov let preživel nek ob enem oceanu, v božičkovi kapi, s mojito tam na plaži. To po mojem je čisto noro. Ja. Pa še nista to nikoli šla za novo leto. Ne, nažalost še ne. No, evo, pa lahko to dodata v novoletno zaobljubo. No, res? evo, odlično. Bravo, Lara. No, zdaj pa mi povejta, letos polet, se je bilo poleta, ne? Sta šla s čim, kam? Se pravi, letos polet sva se odpravila, v bistvu mi dva plus moj oče, z Uralom, se pravi starodobnikom, to je tisto rusko vozilo, ki je v bistvu motor, pa ima zraven prikolico. Se pravi, mogoče se ga poslušalci spomnijo iz kakšnega filma Indiana Jones, ali pa recimo za malo starejše poslušalce iz filma Vrnitev odpisanih. In kako je bilo? Ja, Jaz sem gledal posnetke, jaz sem bil navdušen. Ja. Kaj šele vama? Ponč, ti si bil v prikolici. Mislim, malo so se menjavala, ampak takrat, ko je bilo treba snimati, je bil Ponč kot kamerman v prikolici. Mislim, zdaj to je fajn. Zelo je taka versatilna pa uporabna stvar, ne? Ker ko si v prikolici, sloh malo na telefonu, malo gledaš okoli, ne? Ker ko si... Se pravi, v prikolici je tako, da bi bil na enem fotelu, pač res je udoben. Zdaj, če si pa na motorju, je pa pač vožnja malo bolj aktivna. Se pravi, tudi voznik pač mora kar dobro delati, a ne da motor usmerja, ker pač je malo bolj zahteven motor. In tudi recimo, ko pa zadnji sediš na motorju, se pravi, tretja oseba, ki je zadnji na motorju, so pa mi dva rekla, da je, da bi bil na rodeju, se pravi, na unem biku. Mehaničnem. Ja, mehaničnem biku. In kam ste šli? Šli smo v bistvu iz Slovenije, iz Logatca do severne Dalmacije, torej do Senja. In ste prišli na destinacijo? Prišli smo z manjšimi težavami. Zdaj še eno vprašanje odprej, da odgovorim, kaj se rekel, kako je. Ful je fajn, ful si opažen, ljudje ti kar mahajo. A to pa siguren. Ena taka atrakcija si in se kar pomemben ga počutiš. So tudi vaja drugi snemali za razliko. Tudi, ja, tudi. Da niste sami dva njih. Kolikrat se je pokvaril? 2-krat, enkrat na poti dol, pa enkrat na poti nazaj. A ja, še nazaj ste šli z njemu? Ja, seveda. Je ga v Senju ga vrgo. Prodam. To pa ne. No, zdaj tako, za kontekst, ne, zdaj...
To je le ta ruska roba, bi človek rekel, približno tako kot Tomas. Ja, Tomas ali pa kakšen jugo, no, sej se ga verjetno spomnite. To se skozi šrauba. Tako da mi smo sicer bili pripravljeni na to, da verjetno kaj bo crknil, tako da neki orodja smo imeli s sabo, ampak to nesrečo smo imeli, da je crknila glih tista stvar, na katero nismo računali. Itak. Tako da v bistvu ni bil hec, no. Na pol poti v bistvu prišli smo glih čez Hrvaško v mejo in smo bili vsi euforični, če smo pa do tle prišli, bo pa šlo do Dalmacije. Ja, pa 15 minut kasneje smo stali ob robu ceste. Boštjan sicer pač njen oče popravlja motorje, jaz sem mu polno verovanga, da bo to zrihtal. Sicer je zrihtal, ampak poj kasneje, ko smo se zgovarjali, bil tudi on, jaz nisem bil siguren, a bo to šlo skozi, ker je v bistvu počela nam je zajla za gas. In nismo imeli rezervne zajle sabo. Mi smo sabo zajlo za bremzo, recimo, na to smo računali. Ampak za gas pa res nismo računali. Ko na morje greš, veliko spakiraš sabo zajlo za gas. Pa zajlo za bremzo. Seveda. Drug let, kaj greste? Še nižji dol, Makarska. Ja, siguren. Ali pa kaj do Turčije. Opcija, to bi pa bilo. Evo, ideja. Polkaj idej bova danes dobila. No in še več idej upamo, da boste podelila med naše poslušalce, seveda čez nekaj trenutkov. Z nami sta še vedno Ponč in Sonč in ja, prepotovali smo pa že kar nekaj zdaj skupaj, ne? Ja, v Turčiji smo bili. Severna Dalmacija. Smo bili? To je sploh popularno, veš, v Sloveniji. Zelo. Sam ne, če greš starodobnikom. Ja, to pa ne, ja. To sta pa ena redkih. Zdaj mi pa povejta, kam naprej? Želje veliko. Želje veliko, verjamem. Cel svet. Dobar, ok. Niste edina, veš. Zdaj, v bistvu najna naslednja destinacija je za nov let. Se pravi, še letos greva nekam in sicer bolj v bližnjo destinacijo na Madžarsko v Budimpešti. Tudi lepo. Ja, treba imamo ta Christmas spirit doživeti, ne? Ja, absolutno. Na kuhančka, če ne drugega. Če ga pri nas ni, ne? Ok, zdaj vam pa še eno, pač čas nas preganja, ena ura gre takole noč, sploh če sta tako zanimiva gosta, ne? Sanjska destinacija. Če bi vam zdaj dal karto, pa jo nimam. Zdaj vam da karto, kamorkoli lahko gresta, kam gresta. Tudi le se midva razlikujeva, se vedno pa najdeva skupno pot, ampak če bi zdaj jaz mogel nekam jeti, bi šel verjetno Japonska. Ker je to je po moje, ker je toliko futuristična in po drugi strani toliko tradicionalna in je ta kontrast pa tudi dobro, od majhnega karate sem treniral gor in mene, ne vem, najbolj kaj vleče. Jaz bi si pa v bistvu zbrala, se pravi, če imam neomejeno financ, pa neomejeno časa, bi si definitivno zbrala road trip po Avstraliji pa Novi Zelandiji. Outback Avstralije. Je tako. To bi bilo noro, pa kar za en let po možnosti, če se da. Ja, seveda, se imaš neomejeno. Tako. Ja, sem še sponzorjev šrabla. Ja, ali pa enega sugar daddyja, ne? Ja, bravo. No. Alex, ti ne igraš. A ste včeraj kaj Eurojackpot igrala? Nisva. No, jaz sem ga, pa če slučajno zatanem, vaja mogoče povabim sabo. Ok, odlično. Hvala. Mogoče sem rekel, ne se kaj ponujati. Ja, vsekakor upamo, da vam uspejo vsa ta potovanja, pa seveda, da potem spet pridete sem še kaj povedati, kako sta se imela. Ja, z veseljem, evo. Ko bo naslednji, se spet slišimo. No, zmenen. Bomo še kakšno rekla, no. Z veseljem. Ponč pa Sonč, hvala, ker sta bila z nama. Ja, hvala za povabilo. Mi pa gremo naprej, sledijo novice na Radio Gorenc.